Radio SI Main Stage. Ja, tako je, spoštovane poslušalke in poslušalci, 8:32 minut. Jure Lesar je prišel na Main Stage skupaj z zasedbo. Jure, lep pozdrav. Dobro jutro. Trebno je povedati, da je zasedba, ne? Čeprav skozi govorimo, da pride Jure Lesar. Jure Lesar in zasedba, kdo so fantje, ki ti danes pomagajo? Zasedba Krila ptice se imenujejo. Na novo smo ustanovljeni. Gašper Peršelj na bobnih, Jan Fenedel na kitari, Timotej Majer na klaviaturah in v bistvu nadomestil bo našega rednega basista, pač rednega člana Matica Jernej. Ti si v osnovi, lahko bi rekli, kant avtor oziroma solo glasbenik za zasedbo, ne? Ali nastopaš tudi solo, brez zasedbe? Tudi. Mislim, najraje nastopam z bendom, ne? Drugače pa nastopamo tudi v triu ali pa sam. Mislim, sam je najtežje. Ne? Ja, morda tudi zato, ker si začel v bendu, ne? Ja. Escobars je bil tvoj prvi prepoznavni bend ali tudi prvi bend? Prvi bend, mislim, ni bil lih prvi bend, no, sem imel že prej. Pač najstniška leta sem imel en bend, nič kaj resnega. Takrat z Escobarsi sem se prvič pogumil, da svojo glasbo sem pač predstavil folku, ne, skupaj s skupino, ne. Tako da ja. Glasbeno si se napajal pri starem roku, pri retro roku, pri sodobnem roku ali kako je pač prišlo? Včasih starim rokom, včasih pa sem hotel kaj svežega dati notri, no. Pa sem poskušal eksperimentirati. Mislim, odvisno, če me je premamla nova muzika, se je slišalo kaj sodobnosti notri, drugače pa ne. Pač, očitno zdaj spet prihaja leta, ko je nova muzika všeč po dolgem cajtu, no. Da nekaj slišim, kar me je premaknjeno. Je malce je bilo morda kakšnih 10-15 let nazaj morda krize v tej neki kreativi, ne, nasploh v glasbenem svetu rokovskem, če mislim, ne, bilo enih par bendov na svetovni glasbeni sceni, ki so izdajali single, potem pa smo nekako iskali svežo novo glasbo, ki so nam jo počasi in zmeraj dozirali sicer z otoka. Ti si formalno glasbenik ali si iz hobija postal glasbenik? V bistvu to je hobi. Nekako se preživljam s tem hobijem, no. Živim, no, s tem hobijem, no. Ne pa zdaj bi rekel, zdaj na veliki nogi, ne. Mislim tako, da bi bilo se lovim, no. V bistvu z leta v leto, ne. Kar je popolnoma logično, glede na to, da vsekakor si na 2-milijonskem tržišču, ne. Nekdo, ki poje recimo v nemškem jeziku, ima vsaj Nemčijo, Avstrijo, Švico, en del, ne, pa še vse tiste, ki nekako sprechen sie Deutsch, ne? Ampak vendarle, o tem se ne bova pogovarjala. Danes si prišel na Radio SI Main Stage. Dejal si, da se zasedba Krila ptice postavlja. Vse skupaj se bo rezultiralo najbrž tudi s kakšno diskografijo? Prosim, nisem tega Se bo tudi kakšen album posnel? Seveda, ja. Letos izide album, pač novi, tretji samostojni album. Gor bo 11 pesmi. Bo kar zanimiv material, no. Kar sem zadovoljen. Neučakan. Mislil sem ga izdati že aprila, samo zaradi številnih razlogov ni prišlo do tega, no. Ampak dobro. Na jesen. Bo pa plata tam, ker smo mi pojavljali, ne. Na koncertih, pač, ki jih bomo imeli, ne. To leto. V redu, bomo na to seveda še prišla. Helena, se tudi tebi zdi, da Jure ni najbolj jutranji tip človeka? Ker smo na radiju, ne, mogoče tako za vizualno prezenco, da vam tam od zunaj malce povemo, ne, da je more biti Jure tako ena vizualna mešanica Jureta Longinke in pa Tilna Artača. Res? No, vsem naštetim... Sprejmeš ali pa ne, ne vem. To prvič slišim. Tisto drugo verjetno, ta prvo so ti že kdaj rekli, ne? Ne, prvič... Frizura za to, ne? Ja, zaradi frizure si mislim, ne? Zaradi frizure, tako ne, ampak recimo z najnega zornega kota tukaj ne, tako asociacija. Površinskost je huda reč. Površinskost je huda reč. Zagotovo si boljši pevec od obeh, no, ki jih je naštela, ne? To sem hotela reči, muzika jim je skupna, verjetno pa neki inštanci tukaj z muzike. Da imamo isto muziko nekako. Si zdaj predstavljaš, da pokliče poslušalke in reče, mene pa spominja na Elvisa. Kaj pa pol? Mislim,
pol je bolj ta poslušalka slabo vidna. Ali pa veš, sej, ne, gre za vibe morda, ne samo za vizualje, mogoče gre pa za vibe. Za vibe, ja, mogoče po glasu, ja. Ja, vsak ima svojega Elvisa, nekateri imajo Jureta, to ne dvomimo, vsega seveda ne bomo povedali v eter. Da malce predahnemo, glasbeni zbor si nekako seveda tudi napisal, zapisal, predlagal. Zasedba The Smile, Friend of a Friend, Radiohead, ki to niso, a vendar ne nekako osnova je. Izven etera sva ugotovila, da ti morda The Smile celo bolj pašejo kot Radiohead. Kakšen je razlog, recimo, zakaj ti je všeč takšna glasba? Drug pristop, nekako všeč mi je ritem na tej plošči. Tako mešanica jazzovo pop mi zmeraj vsede, ta sound in tudi malo drugače poje kot pri Radiohead, malo manj joka, čeprav še zmeraj joka. Dobro, no pa sej, vsak poznavalec rokovske muzike seveda ve, kdo je Tom York, če pa ne, morda ne poznate zasedbo The Smile, pa prisluhnite. Radio SI, main stage. Radio SI Main Stage, Jure Lesar, svojo zasedbo, Jure je z nami v studiu. Načeli smo že marsikakšno temo. Kakšen je kruh kantavtorja, rockerja? Je to pressing, je to umetniška svoboda, je to kitara vsak dan na hrbtu, v parku, v studiu? Jutranji nasmeh, ko se zbudiš, recimo kaj? Kakšno je življenje glasbenika? Življenje je v bistvu, si drugače ga ne znam predstavljati kot tako, no? Z glasbo pač, moraš se samo disciplinirati samega sebe, ne? Ker si samo od sebe odvisen, ne? Zdaj, nimaš pressinga, da boš zdaj, najraje bi ga imel, no? Da mi nekdo reče, zdaj moraš vstati, moraš zdaj to narediti. Jaz nimam tega, ne? Kar bi tudi si želel imeti, ne? No, ampak včasih je bila založba tista, ne, ki je rekla, glej, 24. april je album zunaj, zdaj pa to je to. No, v bistvu tega ne dela več založba, no. Tako, mislim, vsaj nisem imel tega pressinga. Edini pressing, ki sem ga imel kdaj, ko sem delal prvo ploščo z Escobarsi in smo šli snemati v studio in nisem imel še besedil v slovenščini in sem mogel spisati vsa besedila, 10 besedil v roku 3 mesecev, ne. In tako mi je pol zmanjkalo, eno besedilo sem še delal še kakšno 2 meseca in pol sem končal ploščo. In takrat sem imel res pressing. Vsak teden me je klical producent, so teksti, gremo snemati vokale. In tako mi je bilo kratko kreativnost naredila to, da te nekdo prisili, ne. Torej, angleška, slovenska varianta, zdaj ustrajaš le v slovenščini, ne? In tako bo ostalo. Ker mislim, da najbogateje se izražaš z jezikom, v katerem sanjaš, v katerem si vsak dan, ne. Pristno vsekakor, ne, in tisto, da ti nekdo verjame, da je to res to, ne, da ni generično, ne. Ni samo pristno, je tudi največji zaklad imaš, ne, v tem jeziku, ne. Ker razmišljaš o tem, ne, v tem jeziku, govoriš več ali manj, sanjaš, ne, v slovenščini. Helena, drugačen pa Mestno kolo, Pa Gospodična blond. To so takšni, kaj se je Juretu zgodilo, je Jure napisal, ne? Ni? Ja, zdaj sem ravno hotela reči, ne, kje je nastala ta Gospodična blond, ne, ker ima nekaj v sebi, ne, poleg ritma in besedila, verjetno tudi zgodbo, kajti ponavadi se vse začne z njo, zgodbo. V bistvu iz spomina, ne, na nek dogodek se je zgodil, ne. V bistvu sem poslušal odkrat Serge Gainsbourga in sem hotel narediti tekst malo bolj Serge Gainsbourg, ne, stil malo bolj vroč, ja, tekst, in mi ni ratalo, sem naredil po svoje. In mi je zastala Gospodična blond, no. In mi je tudi všeč tako, da sem ga naredil po svoje, no. Pač Jure Lesar. Ne, se v redu, ne, potem si se z mestnim kolesom odpeljal do nje in ugotovil, da si drugačen in je bila zgodba, recimo. Da se ti zdijo te zgodbe, včasih so albumi imeli štorije, ne, zdaj ali že samo po naslovih ali po prelivanju glasbe, ti delaš single ali imaš neko zgodbo od zadaj? Odvisno, vse se nekako poveže, ne. Tako kot pri komadu, ne. Mogoče pri kakšnem komadu nimaš narejeno od začetka od repa do glave, ne, stvari in pol se sestavijo skupaj, no.
nekako razmišljaš en dan tako in pol se to poveže. Ne. Včasih pride tudi do tega. Tako tudi z albumom, recimo slučajno so si sorodni komadi in jih spravi skupaj na ploščo. Ne. Nisem pa nikoli razmišljal o tem, da bom konceptualno ploščo naredil. Ne. Čeprav zmeraj bolj konceptualno izgledajo tako stvari. No sej, si pač v nekem filmu, sej, nič slabega. Kar se filma tiče in kar se tiče inspiracije, ne, ti si prišel iz sončne, prevetrene Primorske v Ljubljano, ne, kjer velikokrat pred 11. uro se megla ne dvigne, ne. Kako je ta pristop, ne? Spiš potem do 11 in je lažje ali se te vreme več ne dotakne ali kaj? Na zadnje čase se vstanem kar zgodaj, ne. Tam 6:30, 7, tako da megla je, ne. Ni zdaj prav, da sonce, da se vstanem pa ob 11, pa da se vstanem zjutraj, ne. Imamo prav. Torej ti ta relokacija ni toliko vplivala na samo ustvarjalnost, recimo? Ma si ni ustvarjalnost, zdaj se bom jaz ustavil, da bom napisal komad. To ne naredi. Naredi življenje to, ne, ki se ti zgodi ali pa neka čustva te prevzamejo. Ni zdaj tako splanirano. Če sem jaz zdaj odločil zdaj napisati komad, ga ne bom napisal, ker ne gre z glavo skozi zid. Tudi isto pri snemanju. Se zahteva nek moment, ne, se zgodi. Ali pa recimo se spomniš na nekaj, kaj se je zgodilo in ta spomin ti sproži neko čustvo in narediš, ne, to. Nasilno ne gre, kar tako. Ja, no se cilju sem bolj tisto, veš, kontemplacijo, ne, ko so jo že umetniki in filozofi zmeraj umirjali, ne, se pravi, se usedeš in proti morju gledaš, se pogled odpre in ne, tam se pa usedeš, pa vidiš Šmarno goro, pa se spomniš 2 fuzbalerjev in pol je inspiracija tudi lahko tukaj, ne. Lahko, ja. Samo ne smeš biti nervozen, če je ni. Jaz sem se to naučil, ne, da sem si rekel, recimo, zdaj že je minilo 3 mesece, odkar nisem naredil, odkar sem nazadnje naredil komad, ne, in sem nehal biti nervozen zaradi tega, ne. Sem rekel, bo že prišlo, bom se sploh obremenjeval, ne. Kaj pa tisto, ko je dan danes, pa tudi včasih je bilo, no, greš, ne vem, za 14 dni, 3 tedne do studija, tam zraven se tudi kakšni apartmaji, skratka, bivaš in ustvarjaš tam in ti 3 tedne snemaš. Je to nekaj, kar ti paše ali imaš raje izlete do studija in potem nazaj? Najraje bi pač se zaprl z bendom in studio ali pa vadnice in ustvarjal, ne. In da smo tam skupaj, ne, in da ne hodiš domov, pa se spremeni energija, greš domov, pa spet je neka druga stvar. Tam postaneš, ne, za par dni, ne, si skupaj, ne. Tako da mi sede bolj ta stvar, kar se tiče ustvarjanja, ne. Dobro, preden se odpraviš v studio, da malce sprobaš kaj in kako, Neca Falk in Vsi ljudje hitijo, najbrž ni naključno izbran komad? Ne vem, zadnjič sem ga slišal in me je spravil do roba Souls v bistvu, ne, ta komad. Tako, ker je film. To, kar tudi jaz poskušam narediti. Tekst je film, ne. Mislim, da ga je napisal Andrej Šifer, če se ne motim. Ampak ne, vidiš, ne, vsi ti pravi teksti in prave skladbe, ne, dobro rezonirajo, ne, tako v 70-ih, v 80-ih, 90-ih in tudi zdaj, ne, če se ujame tisto, ne, pa so takrat časi bili počasnejši, pa so ljudje hiteli, zdaj so pa časi hitri, ljudje hitijo, ampak vmes pa posnamejo še vse skupaj in potem gledajo še zmeraj je aktualen komad, ne, po vseh teh letih, ne. Ima neko zgodbo, ne. In to je to. Ja. Čisto pravilno. Neca Falk, Vsi ljudje hitijo, Jure Lesar pa se nam pridruži spet čez kakšne pol ure. Radio SI Main Stage. Tako je Radio SI Main Stage, 9:35 minut. Jure Lesar je z nami, oder studio že preizkusil. Kakšen je feeling? Super, se privajamo. Dnevno sobovski takšen ali strogo studijski, kako se ti zdi? Taka gluha soba. Gluha soba. Ja. Pa bolj suh zrak in te reči, ne? Ja, se moraš navaditi na tako sobo, ne. Kako se, recimo, kot vokalist navadiš na koncert, na nastop pripraviš? So to kakšni čaj z medom, je to voda, je to topla pijača, kako? Mislim, moglo bi biti tako, ampak ni tako. Je, v bistvu
vse, kar ne smeš, ne. Nekaj, kar hlapi, ne? Ja, gazirano in... Tako, in nekaj, kar hlapi. Ja, to ne smeš, ampak dobro. Ampak vseeno, Ja. ugrejem pa, ne, preden grem, poskušam, da grem se gret glasilkami, ne, ker ti pol laže, no. Kako je s tem glasilkami in to? Si hodil na kakšne pevske vaje, pevsko učenje ali si čisti samouk? Sem bil 2-krat in zdaj sam delam, no. Ampak gre ven iz prepone, ne poješ samo na glasilke, da bi se ti Zdaj, če trenutno je kot da bi začel se učiti voziti avto, ne. Pač razmišljaš sklopka, pa menjalnik, ne, in tako je pri tem tudi. Se privajam čim manj razmišljati, no, kako pač funkcionira to, ne. Zdaj še malček še razmišljam, ampak razmišljanje pa je največji sovražnik v glasbi in ustvarjalnosti. Ja, to je res. Tako da moraš, mislim, danes bom poskušal, da me res boli, ne. Ampak ta avtomatizacija pa pride z izkušnjami in vajo, ne? To pa pač tako je, ne? Ja, tako kot avto, ne. Pol pa voziš avtomatično, sploh ne razmišljaš, ne. Čeprav zdaj tudi pri avtomobilih vedno več avtomatikov. Zemljin sin je kaj novega, kako pa bo kaj tretja plošča z naslovom? Z naslovom še ne vem točno, no. Moram to zadnji trenutek se odločim, ne. Te naslovi... Nekaj je treba dati, ne, pač, ja. Ja, ali pa ne bomo dali, ne. Istoimenski album, ne, se to je bilo včasih, pa ni nujno, da je prvi, ne, Ja, da bi bil istoimenski, ne. če nimaš ideje, daš istoimenski. Ja. Zdaj ga lahko dam. Helena, imaš ti kakšno idejo, kako bi se lahko imenoval album od Jureta Lesarja, recimo? Imam idejo, stavek, ki ga je izrekel malo prej, jezik, v katerem sanjaš. Si predstavljaš? Niti ni tako slabo. Ja. Ali pa ko sanjaš, bo na koncu dal, veš? Ja, pa bo zemlji sin nekaj novega, ko sanjaš, ne? Pa bo takšna kanta avtorska štorija, ne? Zelo pesniško si to povedala. Hvala lepa. Ja. Kaj pa kakšna prigoda iz glasbenega življenja do sedaj? Kaj zanimivega, kaj takšnega, ko se ti je res vtisnilo spomin, kaj nenavadnega, kaj norega? Vedno se najde kaj, vedno se kaj zgodi, vedno se kaj pripeti, kaj izgubi morda, ali pa kaj najde? Kaj sem? Zdaj si me najdu. To je dobro vprašanje. Morda se boš pa spomnil, no? Pa se boš pač kasneje povedal. Veš kaj je bolj dolgotrajni spomin, imam dober, ne? Te kratki so mi, ti šepajo, začnejo šepati, očitno. Ja, to je pač del posla, ne? Bi Ja. se rekli, ne? Ker besedila si moraš na dolgi rok zapomniti. Ne spomnim se, kaj se mi je zgodilo prejšnji teden. Zdaj, če me vprašaš, bom mogel res razmišljati in mislim, da to za poslušalce ni njih. No, vse v redu. Nekaj vprašanj vsekakor ponavadi pripravimo, ne? Vsekakor, In prva tudi- asociacija je najboljša. Tako. Brez pretiranega razmisleka, napačnih odgovorov ni. To je vsa navodila, ki so. Jutranji ritual, ki se ga poslužuješ? V bistvu poslušanje glasbe. Kaj je v tvojem življenju še analognega ali je že vse digitalno? Gramofon, in to je to. Kaj pa fotoalbum? Fotoalbum imam doma v Piranu. Knjiga, ki si jo nazadnje prebral in bi nam jo dal priporočilo? Zadnje, ki se spomnim, bila Špeh na kruhu. V prostem času, ko ni muzike, kaj je na tvojem jedilniku? Otrok. Aha. 24/7, ja, služba, ki pač temu... Mislim, samo še to se spomnim. Samo še otroka se spomnim. Drugega, mogoče muzike se spomnim. Svetovni odri, kateri so najbolj privlačni? Klubski. Slovenski? Slovenski, madžarski, nizozemski. Klubski. Če bi si delil oder slovenskim glasbenikom, katerega bi izbral? Slovenskim. Prvo mi pride na glavo, mislim, na misel Kreslin. Po svetovnem merilu? Kaj sem? Ne vem, McCartney. Če bi se danes srečal kot 15-letnika,
kaj bi si svetoval za življenje? Česa da, česa ne? Ne se toliko sekirati, vse bo v redu. Ja, tako, Jure Ne Lesar. razmišljaj. V jeziku, v katerem sanja. Jure, hvala. Hvala. To je res, ne. Ampak po drugi strani pa, če bi pa lahko človek čas nazaj vrtel, ne, pa bi bilo po moje še kaj hujšega potem, ne, čez 10 let, ne. Če bi za nazaj začel popravljati reči, ne, tako kot pri Back to the Future, potem se vse skupaj spremeni, pa je vse neka brozga. Tako da ta župa, ki se kuha, ta juha se je, morda se, ko se na krožnik nabaše, malce počaka, ne, Ja. da ne greš tako s polno žlico, ampak je pa pač ta juha zdaj, ki je, ne. Ja. In glasbena reč, ki pri tebi nastaja, ko gledaš naprej, dejal si, da greš večinoma vse po navdihu, ne? Da se ne odločiš, da se boš zdaj usedel in ti nekaj napisal, ampak vendarle, ne? Neko percepcijo za naprej pa najbrž imaš, ne? Se pravi album, nastopi, čim več nastopov in je potem Jure izpopolnjen ali še kaj drugega. Kakšni videospoti so tista reč, ki jih rad posnameš videospote, ali je to tista nujna reč, recimo, ne? Mislim, rad bi užival v spotih, kot sicer uživam. Ne uživam toliko v snemanju spotov, ampak drugače pa plan je v bistvu album in čim več koncertov, no. To je v bistvu plan, to me hrani kot glasbenika. Spoti me ne hranijo, no. To je bolj za, ker moraš imeti, ne. No, vse za to, ne. No, ja. Ampak potrebno pa je imeti nekaj za podeliti, ker svet je postal pač zelo fejst vizualen, ne? Ja. V bistvu se muzika posluša na telefonu, ki je nekako vizualna komponenta, V ne? bistvu se muziko gleda danes, ne. Ja. Je v bistvu bolj za gluhe kot za slepe, ne. Ja, glej, ta stavek lahko obračaš, kakor ti paše. Dobro, zdaj bomo glasbeni premor si privoščili. Lemon Twigs imajo takšen retro sound, ne? Če vokal malce v stran vzamem, bi rekel, da se lahko sliši podobno, kot se tvoja muzika sliši, ne? Mogoče, ja. Ja, vokal sicer ne, vokal je malce bolj kričeč, bi rekel, no. Bolj višji, ja. Višji, ja. Malo boljše zna pet. Ali pa je pač drug stil, no. Kje si našel Lemon Twigse? Mi je predstavil producent Žare in pol stare pač prejšnje albume in pol kasneje sem zvedel, da so izdali nov single in sem malo poslušal in bil na repeat. Pač njihov prejšnji album, zdaj nedavno, ki so ga izdali in zdaj tu je zadnje 2 singla, ki so zunaj. In sem je tako, tak Beach Boys vibe. Kar tak fejst retro sound, ampak Tako sem imel, zadnje čase sem imel neko težko obdobje in sem me prav spravil v dobro voljo, moram reči. Kar je tudi naloga muzike, ne? Prisluhnimo. Radio SI, main stage. Tako, Radio SI Main Stage, Jure Lesar in zasedba. Kaj lahko pričakujemo na današnjem nastopu? Tracklist, kaj novega, kaj še neizdanega? V bistvu še 2 neizdane skladbe bomo premierno danes zaigrali. S tem, da eno live verzijo imamo že na YouTubeu, lahko slišite, Prej ali slej se kliče komad. Drugače pa ostali so pa izdani že. V bistvu samo en komad iz prejšnjih plat, mislim, prejšnje plate. Zdaj, takšen video koncert, live stream, feeling pa recimo, kot da si v studiu in kaj snemaš, kakšen je to tebi kot izvajalci, recimo tam v kameru gledaš, pa nimaš feedbacka, ker ni odra spodaj. Kakšen je feeling? Teže padeš not, kasneje padeš not, ali je tudi ta dopoldanska ura morda razlog ali kakorkoli? Zdaj smo se, mislim, da prevadili, ne. Tako me spominja vse na COVID leta, ampak dobro, smo navajeni. Ja, tako si prej dejal, tudi ko si omenil video spot, ne, tudi live stream koncerti so, tako pač je, ne, treba je se postaviti pred kamero. Včasih je to bilo drugače, ampak včasih smo poslušali analogno, zdaj poslušamo digitalno. Album, kot si prej dejal, bo v fizični obliki ali greš tudi ti v smeri digital downloada? V fizični. Še zmeraj imam rad, da je album kot knjiga, ne. Ampak problem, ki nastaja, je, da recimo v avtomobilih počasi več ni CD playerjev, laptopa, ko si kupiš, več ni DVD driva, ne. In človek mora potem sproti razmišljati, da si neke gadgete dokupi, da bo lahko sploh še ali v avtu ali doma, recimo računalnik lahko, ne vem, CD ali pa kaj podobnega sploh še poslušal, ne. Ja, ne vem, se ne obremenjujem s tem.
bomo videli, kam bo šla. Pravijo, da bojo nehali knjižnice, da bojo zaprli knjižnice, knjigarne, CD prodajalne. Moramo malo razmisliti o tej stvari, če si želimo v to smer. No. No, ampak knjižnice knjige se še vedno tiskajo. Bojo, ja. Ampak tako, malo povedano za hec, malo za res. Pač ljudje premalo tako konzumiramo. Še jaz zadnje čase manj konzumiram, ker pač smo si navajeni na ta mobi style life. Ne? Prebiraš informacije na telefonu in ti vse comfort bolj in težko se spraviš pol knjigo prebrati. Ne? Tako da take stvari upam, da bomo obdržali, no, ljudje, no. CD-je, pač plošče ali karkoli. No. Vse plošče so pa prišle nazaj, ne? To je ta zanimiva reč. Ne? Hkrati z digital downloadom se je povečala proizvodnja in prodaja ter povpraševanje po vinilkah. Ja, plošče imaš nekaj velikega opremljivega, ne. Pač tako za tega so plošče. Ne vem. Mislim, da vse je snemano digitalno in tako malo po eni strani, to je bolj kot nek velik format, ne. Pač, kot sem rekel prej, kot knjiga, ne, zgleda, ne. Plošča, ne. Zato je to zanimivo, ne. Stalo pa... Dobro, tudi sam še prisegam na to, razumem. Lažje se pogovarjaš, no, ko poslušaš ploščo, kot pa CD, so bolj nežne frekvence, ne. To je v bistvu ta... Pa morda lažje vzameš, ne, z police, ne, veš, kaj bom pa danes poslušal, kakšen je feeling, pogledaš, tam so neki naslovi, se spomniš, da pa greš po mapi brskat, ne, 7 let star album od Arctic Monkeys, pa se moraš prav spomniti, da ga bo šel iskati recimo ven, ne, tako da ta neka komod sfera življenja je vsekakor, da te lahko nekaj čaka na polici, ne. Ja, mislim, tako, če imaš ful stvari, recimo, če imaš 1000 komadov, ne, na telefonu, ne, se boš težko lotil, ne veš kaj, ko imaš več izbire, ful težko, ne. Sej, tako, če dam primerjavo radio, ko poslušaš, ne, poslušaš en komad nepričakovano, ki se ti zgodi in bolj uživaš v njem, kot pa, če ga ti sam daš gor, ne. Pač, tako, ta nepričakovanost, ne, pa recimo CD, ko se odločiš, recimo, imaš samo en CD, nimaš pa izbirati, tisto pač imaš, kar imaš, ne, in pol da ga škor in uživaš v muziki. Vidiš, Helena, zdaj smo slišali zraven glasbenika Jureta, tudi ljubitelja glasbe Jureta, ne? Tako razmišljamo ljubitelji glasbe, ne? Ja, tako je ta tudi prav. Ta faktor presenečenja. Ne? In veseli smo, da je tole taka super napoved in obet za današnji koncert, ne? Tako da, hvala lepa, Jure, za obisk v studiu, hvala lepa za te besede. Želimo dober špil, pa da ne bi gledal na uro vmes, ne? Da se prepustiš, kot si dejal, in da glasba teče svojo pot. Hvala lepa. Radio SI Main Stage.